Rudarji rudnika Trbovlje-Hrastnik bodo stavkali še naprej. Odpravnin namreč še vedno ni na računih. Pozno sinoči jih je obiskala tudi predsednica vlade Alenka Bratušek in si ogledala razmere. Obljubila jim je, da bo zagotovila izplačilo že zapadlih odpravnin, zaradi katerih še vztrajajo v jami. Vodstvo rudnika je stavkajočim sicer zagotovilo, da bodo v celoti izplačali odpravnine presežnim delavcem in našli sredstva za februarske plače. Denar za izplačilo preostalega dela januarskih plač so pridobili s prodajo premoženja, ki ni bilo pod hipoteko. Za izplačilo februarskih plač naj bi imeli zagotovljena sredstva iz letošnjega proračuna, marčne plače in odpravnine pa bodo predvidoma poravnali s prodajo premoženja. Velenjski rudarji, ki so prejšnji teden izvedli opozorilno stavko, so z novim začasnim predsednikom uprave Ivanom Pohorcem izpogajali skoraj vse stavkovne zahteve. Dogovora niso dosegli le o poplačilu regresa po kolektivni pogodbi, božičnici, stimulacijah, nagradi za doseganje proizvodnje ter delovni uspešnosti. Stavka je zamrznjena do 24. marca. Novo imenovani predsednik komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec ne namerava odstopiti. Prepričan je namreč, da je njegovo politično prepričanje njegova ustavna pravica. Predsednik republike Borut Pahor je potem, ko je včeraj prejel odstopni izjavi obeh novo imenovanih namestnikov predsednika komisije za preprečevanje korupcije Jurija Fermeta in Darka Stareta, ki sta mnenja, da so okoliščine njunega imenovanja slaba popotnica za delo komisije, pozval tudi Štefanca naj oceni, ali še obstajajo možnosti za njegovo uspešno delo. 6 izbrisanih je dočakalo še eno zmago na Evropskem sodišču. Za gmotno škodo, ki jo je povzročil izbris, jim bo naša država morala plačati od 30 tisoč do 72 tisoč evrov. Pred 2 letoma jim je sodišče za nematerialno škodo že dosodilo po 20 tisoč evrov odškodnine. Dobra novica pa iz Štrasbura vendarle prihaja tudi za našo državo. Evropsko sodišče meni, da je odškodninska shema za izbrisane, ki jo je pripravila vlada in za mesec izbrisa predvideva 50 evrov odškodnine, ustrezna. Odbor za zunanjo politiko je na zahtevo poslanske skupine SDS na nujni seji obravnaval krizo v Ukrajini in odzive Slovenije nanjo. Sejo so sicer zaradi obravnave dodatnega internega gradiva zaprli za javnost, zato so poslanci SDS-a protestirali. Po dobri uri so sejo prekinili. Zunanji minister Karel Erjavec pa je zahtevo poslanske skupine SDS po njegovem odstopu, kar v odzivih na krizo v Ukrajini naj ne bi zagovarjal temeljnih načel slovenske zunanje politike, sejo označil za notranje politično igro in poskus diskreditacije. Lastniki gozdov imajo le še danes čas, da priglasijo škodo, ki jo je v njihovih gozdovih povzročil letošnji žledolom. To morajo oškodovanci storiti s posebnim obrazcem na pristojni občini. Za podatke o škodi pa bo poskrbel Zavod za gozdove. V skladu z dogovorom se škoda v gozdovih oziroma delež poškodb zaradi žledoloma ocenjuje po gozdnih odsekih. Do 14. marca pa je še čas za prijavo škode, ki jo je zadnja ujma povzročila na kmetijskih zemljiščih, objektih in drugi infrastrukturi. Ob godu svetega Valentina je eden od znanilcev pomladi tudi god svetega Gregorja, ki ga praznujemo danes. Po ljudskem izročilu je Gregorjevo dan, ko se ptički ženijo. Na Gorenjskem pa so na predvečer praznika Šego, s katero so luč v vodo vrgli, povedali, da se dan daljša in da ni več treba delati pri luči. Jutri bo jasno, na Primorskem bo občasno pihala šibka burja, tudi v petek bo jasno. Zjutraj bo hladno, čez dan pa precej toplo. V soboto bo sprva po večini jasno, popoldne se bo pooblačilo, zvečer bodo ponekod manjše padavine. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na sodišču v Slovenskih Konjicah je bil predobravnalni narok za navijače, ki so sodelovali v napadu na Špance v Tepanju. Civilna iniciativa Kidričevo zahteva, da se Kidričevo določi kot degradirano okolje. V oddaji predstavljamo 2 junaka, policista, ki sta se dokazala s pogumom in dobrodelnostjo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.